Ste že slišali tisto, da imate zdravje v svojih rokah? Prav zares ga imate. Resnično gre vse preko naših rok. Dobesedno. To smo vsi že večkrat slišali in ker nam zveni zaradi ponavljanja preveč domače, najverjetneje zato marsikdo temu ne namenja dovolj konkretne pozornosti in se enostavno ne sooči z vsemi temi resnicami. Samo odkljukamo, na hitro si mislimo, ja, saj res, in gremo dalje. Brez da bi zares to upoštevali, bili dosledni in na tem področju naredili nekaj zase in za druge. Delamo se in si mislimo, da smo preveč zaposleni, da nimamo časa namenjati pozornosti še temu, kdo se bo pa še s tem ukvarjal, poleg vsega. In se hkrati ne zavedamo, da vse instant rešitve tudi delujejo samo na najkrajši možni rok. Zato vas zdaj vabim, da z mano razmislite, kaj pa je v resnici v vaših rokah in je vezano z vašim zdravjem in določa, kakšno to bo na kratek in na dolgi rok. Razmislite, kaj pijete, kaj jeste, kaj držite in berete, kaj gledate oziroma pritiskate na daljinca, če sploh ali ne. A imate vrtiček, mogoče vsaj rastlino doma, katero kdaj urejate in negujete? A imate kdaj v rokah domačo žival? Jo božate? A kdaj s svojimi rokami prijetno pregnetete svojega partnerja? Žgečkate in negujete svoje otroke? Kam se peljete, ko imate v rokah volan? Nekam na lepše sem in tja vsaj? Ali na delovno mesto, kjer vam je vsaj malo prijetno, če že niste strašno zadovoljni? Kaj nanašate nase? Kakšno kozmetiko, kakšna lepotilna sredstva uporabljate? S kakšnimi čistili čistite? A stvari popravljate, vzdržujete ali jih mečete stran? Kako kakovostno obutev in obleke si nadevate? To bi lahko naštevalo v nedogled. Resnično gre vse preko naših rok. Dobesedno. Ste začutili, o čem govorim? No, in kaj torej počno vaše roke? So čiste? A so umazane? So umazane od trdega pridnega dela ali od česa drugega? Kakorkoli. Vaše zdravje in vaše dobro je v vaših rokah. Izobrazite se. Stopite na stopničko višje na lestvici zavedanja. Če se odločite, se pridružite omologiji, ji prisluhnite, naberite koš vsega odličnega zase in za vas svoje roke. Omologija si namreč prizadeva, da bi za vas bila celo dvigalo, ne samo stopnice. Udeležite se predavanj, nekatera so brezplačna, nekatera plačljiva. Pridružite se skupini omologov, to skupino smo oblikovali pred kratkim in tam se boste lahko družili z mano neposredno in brezplačno. Pridite, razmišljajte, pogovarjajte se, sprašujte, ker življenje gre vedno naprej. Poskrbite pa tudi vi, da bo šlo vedno navzgor.